Trg Svetega Petra so 7. marca napolnili člani gibanja Občestvo in osvoboditev. 22. februarja je namreč minilo 10 let od smrti Don Luigija Giussanija, ki je gibanje ustanovil pred 60 leti. Približno 60 tisoč osebam iz 47 držav se je pridružil tudi papež Frančišek. Kot je dejal, je Giussanijeva misel globoko človeška in dosega najintimnejša človeška hrepenenja. Izkušnja srečanja je zanj bila vedno pomembna. Ne srečanje z idejo, ampak z osebo, z Jezusom Kristusom. Vzgajal je za svobodo in vodil v srečanje s Kristusom, kajti Kristus nam daje resnično svobodo. Vse v našem življenju, tako danes kot v Jezusovem času, se začne srečanjem s tem človekom, mizarjem iz Nazareta, človekom, kot so vsi in obenem tako drugačnim, je poudaril papež. Dinamike srečanja se ne more razumeti brez usmiljenja, samo kdor je bil ljubkovan z nežnostjo usmiljenja, zares pozna Gospoda, je pojasnil sveti oče in dodal, da je privilegiran kraj srečanja ljubkovanje Jezusovega usmiljenja do mojega greha. Privilegiran kraj, kjer se srečam z Jezusom Kristusom, je moj greh. Zaradi tega objema usmiljenja se pojavi želja, da bi odgovorili in se spremenili. Krščanska morala ni nadčloveški in prostovoljni napor tistega, ki se odloči biti dosleden in v tem uspe. Ni neke vrste samotarski izziv pred svetom. Krščanska morala je odgovor, je ganjen odgovor pred usmiljenjem, ki je presenetljivo, nepredvidljivo, naravnost krivično po človeških kriterijih. Njega, ki me pozna moja izdajstva in me kljub temu ima rad, me spoštuje, me objema, me ponovno kliče, vame zaupa, me čaka. Krščanska morala ne pomeni nikoli pasti, ampak vedno vstati, zahvaljujoč njegovi roki, ki me drži, je dejal papež Frančišek in nadaljeval. Pot cerkve je, da nikogar za večno ne obsodi, da širi Božje usmiljenje na vse osebe, ki zanj prosijo z iskrenim srcem. Pot cerkve je izstopiti iz lastne ograde in se podati iskat oddaljene na bivanske periferije, v celoti usvojiti logiko Boga, ki je logika usmiljenja.